kako je mogoče, da država, ki je obstajala večino 20. stoletja, kar naenkrat preprosto izgine z zemljevida. No, danes se lotevamo prav te zapletene zgodbe. Zgodbe o Jugoslaviji. Torej, kako se je zgodilo, da je iz ene države nastalo kar 7 novih? To je vprašanje, ki nas bo vodilo skozi 80-letno potovanje od rojstva do razpada te, precej kompleksne države. Pa poglejmo najprej tole. Že sam pogled na časovnico pove ogromno. Poglejte vsa ta imena. Država SHS, Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, potem DFJ, FLRJ, SFRJ in tako naprej. Vse do Srbije in Črne gore. Vsaka sprememba imena je v bistvu pomenila ogromen politični preobrat. To res ni bila država, ki bi kdaj stala na miru. No, pa začnimo na začetku. Zgodba se, tako kot mnoge druge v Evropi, začne po prvi svetovni vojni. Ogromen Avstro-Ogrski imperij razpade in na pogorišču se pojavi, drzna ideja. Ideja o skupni državi za vse južne Slovane. In prvi poskus je bila tako imenovana država Slovencev, Hrvatov in Srbov. To ni bila le neka romantična ideja v združitvi, šlo je tudi za čisto pragmatiko. Po eni strani so narodi hoteli samoodločbo, po drugi pa je bila tu še Italija, ki je že trkala na vrata in si želela prisvojiti obalna območja, kot sta recimo Primorska in Istra. Kmalu je bila sprejeta tudi prva tako imenovana Vidovdanska ustava. Poskusili so ustvariti enotno, centralizirano državo, en narod, en uradni jezik, ampak veste, kako je to. V teoriji super, v praksi pa so napetosti med narodi samo rasle. Stabilnost nove kraljevine je bila, milo rečeno, na precej trhlih nogah. In te napetosti so pripeljale do popolne politične krize. In kaj se zgodi v takšni krizi? Kralj Aleksander I je udaril po mizi. Razveljavil je ustavo, razpustil parlament in uvedel osebno diktaturo. Tako imenovano 6. januarsko diktaturo, s katero je v bistvu vso oblast prevzel v svoje roke. In s tem je prišla tudi popolna preobrazba države. Dobili smo novo ime, Kraljevina Jugoslavija, in pa tudi povsem nov notranji zemljevid. Državo je razdelil na 9 banovin. Ampak poglejte, te meje niso bile naključne. Zarisane so bile z jasnim namenom, da bi presekale stare, zgodovinske meje narodov in s tem zmanjšale njihov vpliv. A ta kraljevina, ta prva Jugoslavija, ni obstajala prav dolgo. Njen konec je prinesel nov, še večji konflikt. Druga svetovna vojna, ki je celotno regijo pahnila v kaos. In dogodki so se odvijali z bliskovito hitrostjo. Marec 1941 Jugoslavija podpiše pakt s osenimi silami. Samo 2 dni kasneje vojaški udar v Beogradu pakt razveljavi. In kazen, 6. aprila Tretji rajh bombardira Beograd. V manj kot 2 tednih je kraljevina kapitulirala. In to je bilo to. Prva Jugoslavija je razpadla na prafaktorjem, ozemlje pa so si razdelili Nemci, Italijani, Madžari in Bolgari ter njihove marionetne države. Ampak, in to je res fascinantno, sredi tega popolnega razpada se je že rojevala nova ideja. V ognju odpora proti okupatorju se je na drugem zasedanju Avnoja, to je bil v bistvu protifašistični svet, ki je deloval kot nekakšna vojna vlada, že risala podoba povojne Jugoslavije, a tokrat kot federacije. Pa skočimo v povojni čas. Poglejmo, kako je ta nova ideja o federaciji enakopravnih narodom zaživela v praksi, zdaj pod popolnoma novim vodstvom. Prvo ime po vojni je bilo precej pravidno izbrano. Demokratična federativna Jugoslavija. Zakaj tako nevtralno? Ker je bil to del dogovora med Titom in kraljevo vlado v izgnanstvu. Niso hoteli vnaprej določiti, ali bo država kraljevina ali republika. Pustili so, da o tem odloči ljudstvo. In ljudstvo je odločilo. Po volitvah, na katerih je prepričljivo zmagala Titova ljudska fronta, je bilo konec debate. Monarhija je bila ukinjena, razglašana je bila republika. In z njo je seveda prišlo tudi novo ime. Federativna ljudska republika Jugoslavija. Leta 1963 pa je nova ustava zares zacementirala socialistično usmeritev države. In takrat je dobila ime, ki ga verjetno pozna največ ljudi. Socialistična federativna republika Jugoslavija, ali krajše SFRJ. In to ni bila samo kozmetična sprememba, to je bila potrditev popolnoma novega sistema. In ta Jugoslavija, Titova Jugoslavija, je obstajala kar 37 let. To je bilo najdaljše obdobje stabilnosti in relativnega miru v vsej njeni zgodovini.
Ampak vsega lepega je enkrat konec. Prelomnica je bila seveda Titova smrt leta 1980, ki je sledila, globoka kriza. In ja, po Titovi smrti je šlo vse samo še navzdol. Gospodarska kriza, dolgovi, inflacija. In na tej podlagi so se znova prebudili stari nacionalizmi. Federacija je začela pokati po šivih in vse je vodilo v tisto zadnje, tragično dejanje. Konec je bil počasen in boleč. Leta 1992 sta Srbija in Črna Gora ustanovili Zvezno republiko Jugoslavijo. Potem se je ta leta 2003 preoblikovala v še ohlapnejšo zvezo – Srbijo in Črno Goro. In končno junija 2006 sta se tudi ti dve republiki razšli in s tem je ime Jugoslavija tudi uradno izginilo z zemljevida. Torej, od sanj po prvi svetovni vojni preko kraljevine, socialistične federacije do končnega razpada v seriji vojn, zgodba o Jugoslaviji je res ena neverjetno kompleksna lekcija. O tem, kako se države gradijo, kaj drži narode skupaj in kaj jih na koncu včasih tudi krvavo loči. Projekt je končan, to je jasno, ampak vprašanje ostaja, ali ideja, ki je stala za vsem tem, morda še kje živi naprej.